NN podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke. Lep pozdrav v tem vročem poletju, večinoma verjetno na dopuste, kjer nam pišete tudi iz dopustov. Še naprej pošiljajte vaše predloge, kritike, opaske, karkoli. In lep pozdrav tudi mojima današnjima gostoma v NN podcastu. Pozdravljena. Živijo. Luka Lisija Gabrielčič, zgodovinar in publicist, in dr. Tadej Troha, filozof, naša stalna analitika, politična, pa tudi širše, družbena. Zbrali smo se, našli smo tale termin v tem poletju, dolg časa se nismo videli. Kako sta? V redu, super, hvala. Hvala. V redu, hvala, Tadej. Začnimo s športom. Poletje je polno tudi teh športnih uspehov, začenjajo se olimpijske igre. Politike bomo v prihodnjih tednih videvali in slišali o športu. Zanima me vajin pogled na to navezo šport-politika. Rabijo tukaj državljani kakšen priročnik razumevanja tega odnosa? Kakšen je ta odnos? Kako ga vidva vidita? Jaz moram najprej. Ja. Jaz bom sledil nasvetom, ki ga dajejo mnogi, svetovalci za komentatorje, če smem tako reči, v zadnjem času, če nimaš mnenja o nečem, nekaj izraziti. Jaz nekega posebnega mnenja glede odnosa med politiko in športom nimam. Mislim, da ta razmerje lahko postane toksično, recimo v kontekstih avtoritarne oblasti, v kontekstih nekega populistične politike. To smo videli recimo pri Berlusconiju zelo jasno, ko v bistvu gre za delanje politike preko športa, tudi z finančnimi investicijami in tako dalje. Jaz mislim, da tega pri nas vse na državni ravni nimamo. Večji problem bi utegnil biti, če bi naredili analizo na lokalnih ravneh. Tako da jaz ne vidim tukaj nič problematičnega s tem, da pač politiki, ki imajo radi šport, to tudi pokažejo, da si s tem nabirajo politične točke, zadnje s tem spodbujajo tudi državljane, da se angažirajo v športnih aktivnostih, bori si, bi rekel, za rekreacijo, bori si tudi, da finančno pomagajo, kar je pri nas redkost. In v tem primeru se mi ne zdi, da je to nek fenomen, ki bi zahteval od mene, da ga komentiram in analiziram. Ko bo dovolj slabo. Ja, ne vem. Meni se na nek način zdi, da bi bilo čuden, če tako kot je slovenska družba v razmerju do športa narejena, tudi cel medijski prostor bi bilo čuden, če politiki ne bi hodili na športne dogodke. Zato je, ker jaz ne vem, če je to praksa druge, ampak recimo, ne vem, verjetno ni zelo pogosto, da se v srednjih informativnih oddajah, ki imajo svoje športne segmente, pojavljajo športniki ali pa športni funkcionarji in tam se razpravlja, takoj, ko se zgodi neka zlata medalja ali pa srebrna, nekaj, se potem je cel pogovor o tem, res znotri polja, ki sicer kao za športni namenjena. Se mi zdi, da tukaj je cela tisto, kar je meni zanimiv, zelo pogojno rečeno zanimiv, je kako se mi zdi, da se je Slovenija v nekem trenutku malo, kot da bi se hotela, država, ki se je na začetku samo enih športov oklepala, da tako rečem, pa se je na nek način hotela prav od Jugoslavije, razlikovati potem, da s športom ni tako obsedena, ali pa da je obsedena samo z enim svojim športom, se pravi smučanjem. Kako je potem v nekem trenutku to postala na nek način prodrla postala neka osrednja tema, neka taka zelo pomembna stvar, ki se jo pa nikoli, se mi zdi, ne jemlje zelo resno ali pa kot dejavnosti zelo resno. Se mi zdi, da ko jemljemo športu informativno oddajo, recimo, pa ko ga vzajemo iz polja športa, zmer šport nekaj zgubi neko strast, butastost, obsedenost in postane veliko bolj butasta, ko ga potegnemo, ko se o njem začnemo resno pogovarjati. Mislim, recimo, ne vem, vidva nista športna neka navdušenca, najbrž.
Jaz se zelo dobro pripravljam na pogovore o športu. Aha, okay. Ampak recimo, vem, se vam kdaj hočeš zgodi, reči, kako, če srečaš nekoga, ki je z enim športom obseden, začne govoriti o tem športu, res izpade zelo čuden. A ne? Če pa ti si tudi gledalec tega športa, pa ne pomeni, da se boš skr z vsakim o tem športu rad pogovarjal. Jaz recimo šport gledam, ne ves, nekatere športe gledam, z nekaterimi športi sem periodično lahko tudi obseden. Skratka, ampak jaz jih jemljem tako kot neko svojo zelo privatno zadevo, da tako rečem. Ne maram se preveč o tem pogovarjati. Ko poslušam druge ljudi, ki govorijo o tem istem športu, slišim, kako ponavljajo floskule, ki jih slišijo od komentatorjev ali pa od podcasterjev ali pa ne vem kaj, in izpade vse skupaj čuden. Skratka, na tem športu je nekaj meni, nekaj, kar smo zapeljali diskusijo skoraj kot na religijo. Koliko ljudi v Sloveniji reče, jaz sem religiozen, tako, ampak jaz sem bolj za tako privatno. To je to, Marjan Rožanc. Ampak privatna obsedenost med tabo in unim ekranom in skratka, nič kaj zelo. Skratka, hočem reči, da tle je neki. Se strinjam, mi tudi ne znam nič kaj pametnega povedati. O tem, da se oba da sicer govoriva, ob tem, da ne znam nič pametnega povedati, ampak tako, mislim, da je to bistveno, da bi se čudil politikom slovenskim, da se tega udeležujejo, bi bilo še bolj čudeno. Zaradi tega, ker se mi zdi, da samo delajo to, kar se od njih, tokrat pa res, mislim, da se delajo to, kar se od njih pričakuje, in je recimo nenavadno očitati recimo predsedniku vlade, da je šel na eno tekmo, ne pa na neko pomembno mednarodno srečanje. Ne govoriš o NBA-ju, Ja, recimo, ali pa ne vem, kaj če še kam drugam šel, ne pa na neko, ne govorim čisto o tem konkretnem dogodku, ker je nekam, ampak kakorkoli. Očitati predsedniku vlade, da gre na nek športni dogodek in ne gre nekam drugam, je čuden strani medijev, glede na to, da mediji sami dajo večjo pozornost recimo pogosto temu športnemu dogodku, ne pa tisti mednarodni konferenci ali pa ne vem, tistemu političnemu dogodku, ki se je tam zgodil. Se pravi, kako lahko ti, ki sam daješ prednost športu, očitaš predsedniku vlade, da gre na športni dogodek, ne pa na neko politično zadevo. A ni malo nenavadno? Ne, zato ker predsednika vlade imamo ravno zato, da dela tiste stvari, ki jih noben posameznik od nas ne bi ne želel, ne jih ni sposoben. Ni zgolj reprezentacija slehernega državljana, in tega se mora zavedati. Jaz sem bom recimo med drugimi, med tistimi, ki so ga nekoliko kritizirali, ne da je šel na športni dogodek, ampak da je dal temu športnemu dogodku izrazito prioriteto pred konferenco o Ukrajini. Ne pravim, da moral bi iti, mislim, po mojem mnenju tudi, kljub temu, bila je tam predsednica države, kakorkoli, ampak seveda bi bilo v abstraktnosti bolj pametno, da bi šel na mednarodno konferenco o vojni, ne pa na NBA tekmo. Jasno, ampak pravim, tisti, ki se zgražajo nad tem, ponavadi večina teh, sploh če se mediji zgražajo nad tem, se morajo vprašati, zakaj pač dajo športu tako težo. V tem elementu je nekaj populističnega. Zdaj, ko je Golob se odločil, da gleda Dončiča, namesto da gre na mirovno konferenco, pač je na nek način naredil to, kar je bilo njemu najbolj všeč. In istočasno vedoč, da s tem zaigra neko na zelo poceni način zaigra na neko populistično noto, ker vsak povprečni Slovenec bi raje šel na gleda Dončiča kot pa na konferenco. Tukaj se pri takih dejanjih, zlasti ko so publicirane, kar njegovo nedvomno je bilo prek družabnih omrežij, tukaj se potem, mislim, da še ne vstopim, ampak se mnogo bolj približamo temu sferi toksičnega odnosa med politiko in športom. Tukaj potem pride ta problem. Kaj pa to, ko sem prej spraševala, da ko vidimo, ko so uspehi naših kulturnikov, uspehi slovenskih znanstvenikov, pa ne vidimo v bistvu ne vidimo pogosto. Kaj pa bi pričakovali? Mislim, kakšno izjavo zdaj hočemo od politikov in od katerih politikov? Mislim, zdaj ceremonialne izjave od politika ob nekem ni svet tako narejen, da so seveda bi se, ne vem, javil politik, če bi dobil Oskarja, recimo, nek slovenski filmer.
če dobi nagrado v Berlinu ali v Benetkah, takrat so se javili politiki, in so govorili, so povedali nekaj o tem. Skratka, ni čist jasno, kaj je ta dogodek, ne bo zdaj, zakaj bo za objavo v Nature, hočete, da predsednik vlade pride. Mislim, ne vem. Mislim, ni na ta način narejeno. Od politikov bi pričakoval, da temu dajo drugačno težo, s svojim delovanjem, svojim v gradni sistemskih, okvirov, recimo zdaj smo vidimo NUK, spet vidimo stoji, drama, zelo se je model podred ono drevo, ne da se pa dobiti gradbenega dovoljenja, za dramo. NUK stoji, glihe zdaj je bilo v Petra Vidali, mislim, da nekaj napisala, sem videl slučajno. Skratka, ti ne pričakuješ, da bi se fotografirali in obiskovali te kulturne dogodke? Vse na kulturnih dogodkih se, ampak recimo, če sprašuješ za znanost, pa za te recimo dosežke, ki so nekje med kulturo pa znanosti, sej pridejo kdaj, mislim, sej se pojavijo, ni zdaj tako, da ignorirajo. Jaz mislim, da ne gre za to, da ignorirajo. Samo pač, o športu tudi, če se recimo v neki informativni oddaji politični pogovarjamo s športnikom, bo novinar mislil, da sprašuje zanimive stvari in da se na to spozna. V resnici se bo vsakemu poznavalcu športa se v tista vprašanja zdela najbrž precej oprana in prazna in brezvezna. Hočem reči za športne navdušence. Ne vem, pač o oddajah informativne narave. Kratka, to je pač nek tak neka navada, tako rekoč, neka razvada, nek proces, ki se ga mal ni nikoli poskušali ustaviti ali pa ne vem, se ga preoprašati. Mislim, če gledamo informativne oddaje, to ni bilo običajno, da začnemo informativno oddajo vsakič z športom, izjemoma se zgodi, ampak to je zdaj ratalo pravilo, samo to hočem reči. Novinar se bo s športnikom pogovarjal, lahko bo vodil pogovor in se mu bo zdel, da govori pametno, ali pa da govori nekaj, kar je primerno, da zna posredovati javnosti to, kar javnost zanima. Pri znanosti seveda ne bo vedel, kaj vprašati in mu je pač enostavno lažje. Ampak hočem reči še enkrat, šport v družbi, kjer šport postane preveč pomemben in to na ta način, kot je v Sloveniji postal pomemben, na nek opran način, zgubi sama. Zdaj, da bi rekel, še enkrat, če športa ne spremljaš ti ali pa ti ne veste, ampak vsak, ki gleda, vsak športni navdušenc, večina bo razočarana nad tem, kako je splošen raven, poročanja, komentiranja športa, manjko teh detajlov, tega analize, tega, kar je zanimivo, kar je pri športu zanimivo. Se pravi, šport gledaš, potem pa res hočeš se še potem 1 uro, ne mogoče pogovarjati s prijateljem, ampak pogovarjati gledati, kako se ljudje pogovarjajo o tem, kako analizirajo neko stvar, da ti še podaljšaš, ko bi rekel, to čas, ko ne delaš. Ugodje. Ugodje. Je pa verjetno šport en najmanjši skupni imenovalec te slovenske, tega, kjer se ljudje v Sloveniji ne razdvajajo, ampak kjer se strinjajo. Razen v kolesarstvu. Razen v kolesarstvu, resno. Ki je pa ekipni šport. Zdaj smo dejansko vstopili dobili smo pozornost vse Evrope, če še ne svetovno, prej Evrope kot svetovno, zaradi teh športnih uspehov. In glede na to, smo bili dolgo država, ki je bila frustrirana nad tem, da je nihče ni poznal in ki je dvomila v svoj lasten obstoj, zato ker je drugi niso prepoznavali kot take. Je to zdaj, ima razumljivo pomembno vlogo. In seveda, godi nam, da nas drugi prepoznavajo v tem. Se pravi, godi nam, da preberemo v Guardianu, Slovenija je tako majhna država, pa v bistvu država športnih velikanov. In to pač ustvarja neko dinamiko. Ki pa je, tukaj se pa strinjam, ki pa je gotovo, recimo, ko gledamo, kako poroča nacionalko o tem, zdaj je šport na prvem mestu, včasih so bili požari, ali pa kaj drugega. Se pravi, tukaj je trend že vsaj 10 let, na nacionalki gotovo, v kakšnem drugem mediju, da se depolitizira vprašanje, da se tudi trend, ki je razumljiv, zaradi stanja javne razprave v Sloveniji, ampak da namesto, da bi poglobili razpravo o perečih družbenih temah,
se v bistvu umika v tiste teme, ki so najbolj depolitizirane, ki so najbolj v bistvu plehko človekoljubne, najbolj na prvo žogo. Ne? In dosti časa so bile požari, družinske tragedije, zdaj šport vstavi v to mesto. Ne? In to pa ni v redu, ne? Ker se nas zadnje tudi vsi dobro vemo, da šport je odvisen tudi od politične klime, od pripravljenosti, od finančnega sistema, ne? Se pravi od izobraževanja, od vsega tega. Ne? Tako da šport kot nek proksi za depolitizacijo javnega prostora, ne? Za umik od pomembnih tem, to je gotovo slabo. Ne? In to lahko opažamo. Ne? Še eno vprašanje te bom vprašala na šport, pova ostani v zasebnosti z njim, tako kot si rekel. Ker čeprav razumem v bistvu to, da imaš rad šport. Nimam rad Preveč športa. sem Ne bi tako rekel. Skratka, zakaj pa je prišlo do te delitve med Slovenci v kolesarstvu? Pojma nimam. Ja. Ne vem. Mislim, lahko se o tem zdaj, a res hočeš o tem? Ja, res. Okay, če bi človek psihologiziral, skratka, eden od teh, Tadej Pogačar, je linija teh mal takih narcističnih, zlobnih šampionov, iz strani publike gledano, ki jih slovenska publika ne mara preveč. Tina Maze, recimo, je pač ta primer. Skratka, nekoga, ki zmaguje, pa to zgleda, da počne z lahkoto. In ki tudi zelo jasno prizna, da mu je to edino pomembno in da v resnici je to pač, mislim, na nek način ne pretirava z vlogo tega v njegovem ali pa njenem življenju, hkrati pa pač priznava, da je brez veze, da nima smisla to ukvarjanje s tem športom, če ne zmagaš in če ne premagaš pač vsega, ki ti pač pride pod noge. Primož Roglič je pa druge, je pa Petra Majdiča, je pa trpljenje, je padanje, so poškodbe, je grunt, je patos. Skratka, in čez to in zdaj pač komu ena figura bolj paše. Meni se zdi zabavno, v resnici je zabavno in to mislim, da se pa res redko zgodi v Sloveniji, da pride do tazga razkola. Ki ni partizani domobranci. Ne, mislim, znotraj športa. Pač zabavanje. Janica Kostelić je bila taka prvi tip tega športnika, izrazito smo jo vsi zelo radi sovražili v Sloveniji. Ne? A ja? Ja, precej ljudi moram reči. No. Hvala za ta odgovor. Samo ne ti trpile enkrat. Veš, kaj ne gledaš. Ja, vsi malo trpijo. Prej smo omenjali znanost. Eno leto je od tistih katastrofalnih poplav, eno leto je nekako od tega katastrofalnega požara na Krasu, pa spet je bil požar. Ta teden zapored 2 najtoplejša dneva, rekordi padajo v svetovnem merilu. Kar se tiče podnebnih sprememb, Tadej, si ti prejšnji teden na Facebooku objavil komentar na Guardianov članek. Včeraj, tako si komentiral, skratka gre za to, da so v Veliki Britaniji obsodili aktiviste, ki so pripravljali, da bodo zavzeli cesto. Včeraj so pravno potuho in spodbudo dobili vsi tisti normalizirani norci, ki se jim zdi moralno nesporno, da zbiješ podnebnega aktivista, ki blokira cesto. Kako v bistvu, kaj ta sodba, ki je velike kazni, ki so jih dobili ti ljudje in izrek sodbe, kaj se ti zdi, da pove o našem svetu? Ja, na eni strani pove zdaj, ta konkretni sodnik, jaz mislim, da je prišel da ne bi čisto vsak sodnik tako razsodil. Tukaj je bilo pač na tej stopni, kot se je to dogajalo, še sodnik, ki ima tudi neko problematično preteklost, bojda, razsodb, skratka, ni to prva čudna razsodba, ki je bila. Se je pač v tem trenutku odločil, da sicer pripozna, da pač pripozna, skratka, da ti aktivisti, da imajo na nek način ne prav, ampak da je res, da so podnebne spremembe problem in itd. In da je skratka just cause v tem smislu. Ampak da je po drugi strani pač preskočil to,
v to logiko, ki smo jo videli, ne vem, mogoče če sta videli ali pa če so poslušalci in gledalci to videli kdaj. Ne, te posnetke, recimo blokad cesta, ne, ko ljudje pač v avtih, ki so pač privatno zafrustrirani, ker morajo stati v tisti gužvi, vidijo, da gre za podnebni protest, vidijo, da nekdo tam leži in da z nekim razlogom ne blokira cesto. In včasih se zgodi, da pač v njim se spne in pač če bi se dal, bi pač preprosto povozili tega človeka, pač šli zapeljali čez, ker to ni tak problem, ne? Ker se mi zdi v resnici pravično zapeljati čez enega, ki blokira cesto, ker se češ spravlja na ljudi, ki niso zares odgovorni za kakršen koli problem in ki v bistvu še bolj, ne vem, komplicira situacijo in skratka itd. Skratka, kaj nam govori? Govori nam to, da do take, zdaj pa da rečem, da do take sodbe sploh lahko pride, pomeni, da ni tudi v zakonodaji britanski ali pa tudi v kakšni drugi, ni stvar, ta ideja podnebnih izrednih razmer ni še dovolj globoko prodrla, da bi se reklo, ok, to je pa pač, ne, da bi tako rekel posredno. Če imamo mi podnebne izredne razmere, je treba najbrž kot olajševalno okoliščino vzeti, proti čemu protestiraš, če gre za tako zadevo. Skratka, če protestiraš v tem primeru, blokiraš cesto, je to treba, oziroma se pogovarjaš o tem, da bi blokiral cesto, je to drug tip protesta, ker če, ne vem, blokiraš cesto zato, ker hočeš ne vem, protestirati proti temu, da je, ne vem, Črnc postal predsednik ali pa premier tvoje države. Skratka, gre za vprašanje, kako je neko normalnost, ali je dopustno zagovarjati normalnost, ki ni več normalna. Skratka, s kriteriji reda in miru se zoperstavljati proti protestnikom, ki same koordinate tega preoprašujejo v končni fazi in opozarjajo na to in hočejo v bistvu od ljudi, bolj kot ne samo to, ne zapreti tisto cesto za tisti dan, ampak samo poskusiti še s tem, itak že sami so verjetno prepričani, da nič ne bodo dosegli, poskusiti z neko intervencijo dosežiti nek premik. Noben niti, po mojem, več ne ve, kakšen premik bi to bil. V trenutku, ko se ti začneš zavedati, da tudi te premiki, če do njih pride, ne bojo verjetno dovolj hitro pomagali, ne bojo dovolj hitro prijeli. Skratka, gre za neko nemoč v resnici, za neko čisto etično gesto v končni fazi. Skratka, narediti to, kar si rečeš, ok, nekaj moram narediti, nekaj moram tukaj spremeniti, kaj lahko naredim. In da tukaj pač nekim takim ljudem, da jim kazni daš 4-5 let zapora, mislim, to je meni prima vista ekscesno, jaz ne vem. Tako. Ker ta sodnik je rekel, da so oni prekoračili mejo med zaskrbljenim aktivizmom, kar je po njegovem v redu, v fanatizem. Skratka, zapreti cesto se mu še posplošno zdi večji greh kot to, za kar je. Mislim, da se lahko sploh vprašamo o tem, ali je zapreti cesto res fanatizem, a ne blokirati. Kdaj je blokada ceste bila vzeta kot fanatizem? Vem, da jo on ne razume, Mislim, recimo, ali pa da bi jo kdo razumel. Če se vprašamo, ali je blokada ceste kadarkoli bila vzeta kot fanatizem? Ne vem. Luka, ti si odkimaval? Ja, tukaj je veliko stvari za razpakirati, kot se reče v takem anglizmu. Torej, najprej nisem prebral te razsodbe, tako da ne morem točno vedeti, kakšna dejansko je bila argumentacija, niti ne vem točno, na podlagi katerih zakonov so bili obsojeni, niti za kako hudo sodbo je šlo, niti ne vem točno, za kateri dogodek so bili obsojeni. Zdaj, šlo je za dogovor o tem, načrtovanje blokade obvoznice okrog Londona. Načrtovanje. Torej, mislim, da je najprej, da začne tukaj, je zaskrbljujoč trend, recimo smo ga videli že pred 5-6 leti v Španiji, v Nemčiji sploh, z njenim konceptom militantne demokracije, v Franciji, da se kot odgovor na proteste ne uporabi obstoječe zakonodaje, oziroma se obstoječa zakonodaja interpretira na izrazito
ne restriktiven, ampak punitiven, na kriminalizujoč način, ne, da se recimo stvari, kot so zapora ceste, zapora letališča, ko smo videli v Barceloni 2018, to potem rekvalificira kot terorizem. Ne. Ali pa se ga obravnava enako močno kot neko teroristično dejanje. To je bilo recimo izrazito v Španiji. Ne. To se mi zdi skrajno nevarno in temu odločno nasprotujem. Zdaj, ker ne poznam konteksta sodbe, to je verjetno na prvi stopni, se pravi, tukaj so še možnosti pritožbe in tako dalje, to bo verjetno šlo na vrhovno sodišče, niti ne vem, kako je zdaj ta preko pravosodni sistem v Angliji, še vedno lahko prije gor do Lordske zbornice in tako dalje. Bomo videli, ne? Moje načelno stališče, da tukaj bi rekel, tak poskus, ne, za kriminalizacijo proti protestom, jaz sem absolutno proti temu, to vodi v zelo nevarne vode. Ne. Drugo pa je vprašanje, s katerim se absolutno ne strinjam, je to, da bi morala sodišča pri razsodbah o tem, kaj je upravičeno in kaj ni upravičeno dejanje, upoštevati kontekst, znotraj katerega konteksta je tudi, zakaj se zavzemajo protestniki. Ne, to je v bistvu diametralno nasprotje pravice kot slepe. Ne. Obstaja nek širok, bi rekel, širok nabor legitimnih političnih stališč in ko gre za vprašanje, ko ti načrtno seveda prekršiš obstoječo zakonodajo, ne, zaradi nekega političnega efekta, ker se neprestano dogaja pri protestih, ne more biti eden izmed razsodb, ne, se pravi, ja, ampak to, za kar sem se jaz boril, je pravično. Ne. Ker potem, bi rekel, sodišča sama prevzamejo vlogo nadzora, se pravi, vlogo interpretacije, katera politična stališča so bolj legitimna drugih, katera so bolj pravična drugih in potem v imenu neke pravične stvari dovoljujo dejanja, ki bi drugim ne dopustila. Ne? Jaz sem absolutno proti temu. In poleg tega sem jaz načeloma kritičen do aktivizma teh podnebnih aktivistov. Ne? Recimo, ko smo videli obarvanje Stonehengea, pa te napade z barvo na znane slike in tako dalje. Ja. Če je tukaj argument pragmatičen, ne, v smislu, samo to lahko vzbudi ljudi, potem ima tak pragmatičen argument, pravzaprav ga je lahko močno preveriti, ga je močno empirično preveriti. Ne. In mislim, da empirično absolutno ne. Če pogledate, kaj ljudje menijo o tem, to obrne diskusijo od podnebnih sprememb k temu samemu dejanju. To dejanje večina ljudi ima za negativno in torej glede tega nič niso dosegli. Ne? In navsezadnje tudi še bi rekel, kako bi rekel, ta ideja, ne, da je lahko vsako dejanje sorazmerno ali pa da se približuje sorazmernosti tega, ko sem jaz ogorčen, to je zelo nevarno. Ne? Jaz sicer vidim razliko med tem, ali zapreš cesto ali Monalizo pošpricaš z barvo. Ampak tedaj ti... Ja, v redu. Ja. Seveda je razlika, ne? To so tudi verjetno drugačne kazni. Ja. Žiga Zaplotnik, verjetno najbolj znani slovenski znanstvenik na temo podnebnih sprememb v Sloveniji, je mislim, da prejšnji teden smo objavili, oziroma predprejšnji v rubriki Poglobljeno, intervju z naslovom Lahko sem grešni kozel, s tem sem pripravljen živeti. On tudi pravi, ne, da v bistvu te kulturne dediščine, ne, da on izredito nasprotuje temu, da se to oskrunja, ne, ampak na nek način je pa treba opozarjati. Na kak način opozarjati? Mislim, obstajajo tudi podnebni znanstveniki, ki so celo, kako rekel, se celo niso zgražali nad tem, kar se je s Stonehengeom zgodilo. Torej, tukaj ni zdaj nobene, to je pač stvar mnenja. Ne. Nobene trdi, jaz mislim, da to niti jaz nisem rekel, niti ne verjamejo tega vsi, a ne temu pragmatičnemu argumentu, češ v smislu, to je edino, kar lahko ljudi prebudi. Kako sem že prej rekel, mislim, da večina teh ljudi niti ne verjame, da bo tudi to ljudi prebudilo. Ne. Gre za neko dejanje, ki je onkraj že pragmatičnosti, onkraj upanja, a ne? Gre za neke bolj, a ne, da rečeš, skoraj že post festum, a ne, stvari, da rečeš, svet je bil pripeljan do točke, ko se bo zlomil,
tukaj mi razstavljamo artefakte sveta in to pa bojo rekla, ne, taki podnebni aktivisti tega tipa, tega sveta več ni. A ne? Skratka, da je to, mi smo muzej, a ne, da tako rečemo, ne? Mi smo muzej, mi, ki hodimo gledati neobremenjeno artefakte starega sveta, smo del tega sveta, ki ga ni več, zdaj tako, da govorim metaforično. Ampak, a ne, se pravi, ne gre za vprašanje več, s tem bomo pa v javnosti dosegli kritično maso, ki bo potem spodbudila ne vem kaj. Ta kritična masa je na neki ravni že bila dosežena, ne, da tako rečem. Mislim, če bi šli, tisto, kar je zanimivo, ne, ni edini primer, ne, pa bomo na to itak lahko gremo po tem, ne, ampak obstajajo, a ne, če bi mi šli vprašati kritično maso, kaj se v nekem določenem, kaj bi rekel, kaj je treba narediti, kako delovati, ne vem kaj, in razkorak med tem, kaj potem politike ali pa kapital, kako to ocenjujejo in reče, ne, sej bi, ampak je nemožno, ne vem kaj, a ne, kaj zdaj hočem reči, kritična masa je na neki ravni, da bi za spremembo manjšega tipa je že bila dosežena, pa se nič ni zgodilo. Ne, da tako rečem. Se pravi, imamo dve ravni. Ne. Zato, da bi stvari šle majčkeno na boljše, da bi to, kako rekel, aktivnosti podnebne bile hitrejše, kot so zdaj, zato je konsenz že dovolj velik, po mojem, bil dosežen. Tako bi si upal reči. Samo med napačnimi ljudmi. Pa se ni nič zgodilo. Ja. Ne. Imamo pa drugo raven razprave, zato da bi se podnebni aktivisti tega tipa so ponovadi ljudje, ki znanost berejo na način, da si reče, ok, 95% možnosti je, da smo že zavozila, ne? Da ni več nekega zelo velikega upanja, da se bo svet preobrnil na boljš. In ti pa izvajajo te akcije, kot rečeno, ne iz osveščanja, ne osveščanja, bolj iz ravni, iz obupa, iz nekega, ne vem, v končni fazi, mi moramo v tem trenutku tudi obup ni olajševalna okoliščina v zakonskem, bi rekel. Ne, glej, rekel sem, če imaš ti, a ne, da tako rečem, ne gre za vprašanje zdaj, da bi ta konkretni sodnik v tem okviru, kakršen je, to moral drugače presoditi. Pa očitno bi lahko. Ne? Zakaj? Mislim, lahko. Zdaj, da bi rekel, da niso olajševalne okoliščine v sodnem procesu nikoli bile upoštevane, a ne? Da ni sodnik imel možnosti reči, ok, glede na to, da je bilo pa takole, pa da sem videl, da vi v resnici niste zares, a ne, hočem reči, kje pa piše, da so oni fanatiki? A ne? Tukaj si je sodnik vzel pravico, da iz neke druge ideološke perspektive oceni in da sodbo hujšo, kot bi jo dal neutralno, objektivno. A ne? Se pravi, bi bilo možno tudi iz druge smeri, a ne, presoditi blažje. Zdaj, mislim, čisto tako, da bi rekel, da to ne pomeni, pravica je slepa, pa ne vem kaj. Mislim, zakoni v principu morajo biti slepi, pa sodnik se mora truditi biti, a ne, čim bolj slep ali pa nepristranski v tem smislu. Ne pa pomeni, a ne, zdaj, hočem reči, tudi v drugo smer je treba gledati, ne, v tem primeru. Jaz bi tukaj samo dodala za poslušalce in poslušalke, da sem prejšnji teden tukaj gostila predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, doktorja Marka Bošnjaka, in da sva govorila, oziroma jaz sem sprašvala, on je pa odgovoril na hipotetično situacijo, ki pa ni nujno, da bo vedno hipotetična in se lahko zgodi, če bi slovenski mladi, tako kot so španski mladi, tožili, Španci so sicer tožili več držav in zato niso uspeli, če bi recimo tožili slovensko državo zaradi podnebnih sprememb, kaj bi se zgodilo, tako da priporočam poslušanje tudi tega njegovega odgovora. Vse oči sveta so uprte trenutno v Združene države Amerike. Pred nekaj dnevi smo gledali to kot tekmo Bidena in Trumpa. Verjetno se strinjate, da je bilo za ves svet nekaj, ne vem, če lahko uporabim to besedo, mučnih dni, ko se je čakalo, kaj se bo zgodilo, in potem se je v nedeljo zvečer zgodilo, kar se je zgodilo. Mislim, da si ti uporabil besedo absurdna tekma, ko
mislim, da si besedo absurd uporabil, kako v bistvu se lahko zgodi, da najpomembnejša država na svetu, ki odloča o tako zelo veliko stvareh, tudi o tem, med drugim, kaj se bo dogajalo s podnebnimi spremembami, svetom, vojnami in tako naprej. Imamo na izbiro, kot smo imeli, torej nekoga, kot je Trump, in na drugi strani nekoga, kot je Biden, taki sposobnosti, kot je zdaj trenutno. Skratka, pri milijonih in milijonih in milijonih ljudi, ki so verjetno precej drugačni od njih. Kako se lahko zgodi, da Amerika pride v tako situacijo? Torej, jaz mislim, da je najboljša perspektiva je vzeti na ta način. Ne? Že pred 8 leti, 2016, se neke napetosti, ki so se nabirale desetletja ali pa vsaj 15 let, so eksplodirala, nekaj se je prelomilo. In we're not in Kansas anymore. Ne? Se pravi, tisti način uveljavljenega načina delanja politike, to ne obstaja več. Ne? Živimo v nekem drugem svetu. Ne? Zdaj, znotraj tega sveta, kar se je zgodilo v zadnjih 8 letih od 2016 do danes, in to je jasno videti recimo v Trumpovi nominaciji, v njegovi izbori podpredsednika na celotni konvenciji, je, da je v tem dolgotrajnem prikritem boju, pozicijskem boju med stranko, med staro republikanskim establishmentom in Trumpu zmagal Trump. In to mogoče ne na celi črti, ampak 90%. Ne? Kar se je zgodilo in kar meni recimo fascinantno je, kar se je zgodilo na demokratski strani, je, da je zmagala stranka. V najširši, tako kot pač so strukturirane stranke v Ameriki, ne, ki so zelo drugačne od evropskih, ki so tako v bistvu velikanska gibanja. Ne. Ampak tukaj je po tistem soočanju, ne, ki je obveljalo za katastrofalno za Bidena, jaz sem šel gledati soočanje, potem, ko so že vsi govorili, kako katastrofa se je odrezal Biden in se mi ni zdel. Zdaj se mi, da se je odrezal slabo, ampak se mi ni zdelo tako katastrofalno, kot je bilo predstavljeno. Ne. Ampak dobro, tako na neki točki je stranka, v tistem širokem pomenu besede, cel ta liberalni establishment, ki je zbran okrog demokratske stranke, ampak ne samo establishment, tudi ljudje, ki od zunaj komentirajo in tako dalje, se je zedinila z nekim procesom in z neko hitrostjo, ki v bistvu tisti, ki nismo Američani, nas šokira v svoji konformističnosti. Ne? Tukaj se ljudje v par dnevih združili okrog predstave, da Biden mora iti. In so izvajali tak pritisk na Bidena, dokler on ni hotel iti gotovo. Ne? Ja, seveda, še izjave par ur prej so šle v bistvu v drugo smer. Ne? No, verjetno so se to, da se bo odločil, da bo šel, je verjetno bilo domenjeno par dni prej, sigurno, kot je bilo javljeno. Ne? Ampak jasno je, kljub temu, da se je on upiral temu, da bi šel, in dejansko potem se je na tej točki se zajel, da se je okrog njega vzpostavil popoln vakuum in da so vsi v bistvu proti njemu in mu ni ostalo drugega, tako rekoč, kot da odstopi. Mu ni ostalo drugega. Ne, ker v bistvu, če se spomnimo nazaj na 2016, to se je pravzaprav skoraj nekaj identičnega, ki se je zgodilo Trumpu, takrat, ko so prišli ven tisti posnetki, ne, če se spomnimo, ne, Grab Her by the in tako dalje, ne bomo ponavljali. Ne. Tudi takrat je republikanska stranka poskusila v bistvu natanko tako in je bil Fox News proti Trumpu in so bili celoten neokonservativni establishment, tudi tisti, ki so ga prej podprli proti njemu, in on je ustrajal. Yeah. In to je bila njegova prva zmaga proti stranki, seveda potem, ko je zmagal volitev, bila druga zmaga in naprej. Ne. Tukaj se v bistvu ustvarja neka izrazita asimetrija. Ne. Tako da v bistvu na teh volitvah se ne bo soočala Biden in Trump, ampak se bo soočil Trump in demokratska stranka. In demokratska stranka je pač se nekako odločila in to je spet konformizem, ki nas je včasih strašljiv, ta ameriški konformizem, ne, se je pač odločila z nekim širokim konsenzom, iz katerega se mi zdi, da je vendar izključen ta del najbolj levega dela demokratske stranke, da je najboljša kandidatka v tem trenutku Kamala Harris. Ne? Ampak ona je izrazito je demokratska stranka proti
proti Trumpu. Ne? To, kar si opisoval, to, kar se je dogajalo z republikansko stranko v preteklih letih, od tega, da v bistvu ni bilo tle nekega soglasja. Roman Kirn, nekdanji veleposlanik slovenski v ZDA, je to prejšnji teden smo objavili poglobljeno o tej temi, imenoval, da je Trump v bistvu ugrabil stranko, da v bistvu ni bilo najprej je ugrabil in potem je dejansko preoblikoval po svojem liku in podobi. Tako. Tadej. Imaš kakšno specifično vprašanje? Ja, zanima me, ker Luka sicer ni odgovoril na to moje vprašanje. Kaj je bilo vprašanje? Kako je možno, da država s toliko milijoni ljudmi, kvalitetnimi ljudmi, dobrimi, tudi verjetno politiki, agilnimi, in na eni in na drugi strani proizvede dva taka kandidata. A lahko odgovorim? Ja, absolutno, ja. Jaz ne delim te predstave, jaz mislim, da bolj, ko gledam, ko študiram, ko tudi poskušam razumeti, kaj se je dejansko zgodilo v tem Bidenovem mandatu, bolj se mi zdi, da je resnično, pa sem nekje zapisal in stojim za tem, da je verjetno Biden najboljši predsednik Združenih držav po koncu hladne vojne. Ker on je nastopil v neki politični situaciji, v kateri so mnogim težko verjeli, da bo uspel karkoli narediti. Ni imel tistega obdobja, ko ga je imel Trump 2 leti, v bistvu celotnega kongresa na svoji strani in tako dalje, in ko ga je imel Clinton 2 leti, kot ga je imel Obama 2 leti. In kljub temu je dejansko uspel spraviti skozi in neke transformacije dosegel, se pravi na ravni ekonomije, na ravni proizvodnje, tudi umik iz Afganistana, ki ga je res v bistvu začel že Trump in kjer je res tudi se je končal v tistih podobah, ki so bile dramatične in ki so imele verjetno precej dolgoročne posledice. Ampak kljub vsemu. Tako da jaz mislim, da tudi, kako bi rekel, zgodovina bo na njega gledala kot na uspešnega predsednika. In zato, tukaj pa jaz se strinjam s tem britanskim analitikom in filozofom, vedno pozamem njegov, mislim, da je Vlad Wexler, britansko-ruskem, ki je poskušal, on je tako bil en izmed prvih, ki je prišel z oceno, da je to soočenje katastrofalno, da bo Biden, da je na poti, da bo izgubil in da mora odstopiti in da ga treba nujno zamenjati. Ampak je imel neko zanimivo analizo psihološko, kako razmišlja, kako utegne razmišljati Biden. In je bila zanimiva ta njegova teorija, zato ker tudi sam trpi za neko redko kronično boleznjo in se tudi sam spopada z kognitivnim zatonom. Upadom. In on večkrat pove, da on lahko pač 3 ure ali pa 2 uri dnevno deluje in ima potem tiste svoje zelo zanimive analize na YouTube, ampak to je njegov dan. In je poskušal potem zelo empatično razgledati, kako verjetno Biden razmišlja. Prišel sem na zanimivo tezo, da verjetno je neka mešanica strahu, ko se ti znajdeš v neki sobi in rečeš, tukaj je ta gospod, ki nekaj govori, zdaj mu mora jaz nekaj odvrniti mu nazaj, kaj mu odvrniti 1, 2, 3, 4, ne, moj čas je in tako dalje. In je zelo lepo to razložil, kako to zgleda, ko možgani delajo počasi. In po drugi strani seveda tudi aroganca, pravi Wexler. Zakaj? Zato, ker verjetno si Biden misli, jaz za tretjino svojih možganov lahko dosežem več v politiki kot vsi moji nasprotniki, kot vsi moji tako imenovani zavezniki, ker jaz to znam. In kar se mi zdi pa korektno v tej Wexlerovi analizi, da je tudi priznal, da on res zna. Biden je bil vedno slab politik v smislu, spomnim se, smo še malo pozabili, on je bil tisti podpredsednik, ki je, za katerega je veljalo, da je izgubil debato proti Sarah Palin, če ste gledali tisti izvrsten film Game Changer. Nikoli ni bil dober, vedno je bil slab v tej performativni politiki, tej show business politiki. In dejansko je njegov trenutek nastopil na tanko takrat, ko bo treba premagati Trumpa. Ker takrat so se vsi kriteriji malo spremenili in je bil tudi Biden za svojo telegeničnost, za svojim momlajočim načinom govorjenja in temi stavki, ki ne grejo nikamor, lahko postal sprejemljiv. In on je še vedno verjel, da jaz imam to, jaz znam. Ampak na neki točki seveda se je celotna stranka odločila, da ne, in verjetno se je pravilno odločila, da bi verjetno v smislu
Vprašanje, kdo bo zmagal, ne? Ampak verjetno je res, da bi Biden ne več mogel zmagati, ne? In gotovo je res, da je bil prestar, ne? In gotovo je res, da bi on verjetno se moral odločiti, da ne bo kandidiral znova že takrat, ne? Se pravi, že konec prejšnjega leta bi moral to napovedati, ne? Ampak po mojem je zgodba ta, ne? Zgodba je ta, da je uspela stranka premagati predsednika. Ne? Ja, jaz ne bi rekla, da je bil prestar, ampak ker so ljudje pri teh letih Jaz mislim, zelo da je bil različni. prestar, ne? Da je bil. Jaz mislim, da vse to je res. Ne? Mislim, v smislu, da on je bil dober pri teh predsednik letih so zelo različne. Ne? Hočem reči, nekdo, sej Trump ni veliko mlajši od njega. Ne? Celo starejši, če se ne motim, malo sto mlajši, dve leti razlika ali 3 leta razlika. Ne, je bil prestar, ker pač v tem smislu pa je. To se pa je videlo, ne? Kako je on nastopil še pred 4 leti, ne? V prejšnji. V bistvu to je bil problem tega soočenja, ker on je šel na tanko isto taktiko, s katero je zmagal soočenja proti Trumpu. Takrat 2020. Ne? In ni več delovalo. Ne? Ni več delovalo, zato ker tista podoba njega, ne, z odprtimi usti, utrujenega, vidno postaranega, ne, je potem za tisto njegovimi stavki, ki ne grejo nikamor. In tako dalje, ki so vedno bili. To skupaj je ustvarilo neko podobo, nek imidž, ki je bil pošasten. To nedvomno je res. Hotela sem samo reči, da različni ljudje so v isti starosti različno pač sposobni še delovati. Ja, nekateri ljudje se že, ko je napisal filozof Ortega Gasset, nekateri ljudje se že rodijo in imajo 80 let. Tadej. Hvala. Jaz sem že zaspal. Ne. Tale ABC psihologije demence ne razumem, kaj, mislim, to je pač ni analiza, to je ABC, res, ne. In se res, kar sem poslušal, sem sam sprašal, o čem se mi pogovarjamo. Ne? Se pravi, mi se hočemo, mislim, kot prvo, a se zdaj pogovarjamo o tem, kaj je demokratska stranka prej delala, ali to, kar je naredila kasneje, ne, zdaj pred gesto ali po gesti. Vse se lahko strinjamo, ne, ampak to so samoumevnosti. Seveda bi moral on ne poskusiti kandidirati še enkrat. Seveda bi morali imeti normalne primaries. Vprašanje je, zakaj jih niso imela, ne. Se pravi, ni vprašanje, a ne, mislim, tako da rečem, paradoks je v tem, njemu v čist povsod gre za vprašanje, kako ti nastopaš. Ampak tukaj, pri predsedniku ZDA, se odločili za fiksno idejo. Tukaj edino na tej točki ne bo pomembno, kako človek govori, a govori tekoče, a se mu zatika, ali je cla, ali se mu besede obračajo v obratno smer, ali ne vem, ali meša imena, ne vem kaj. Tukaj pa to ne bo pomembno. A je star, dement, ne vem kaj. Tukaj bomo pa naredili pa razliko. Mislim, to je vprašanje. Ne? Se pravi, kaj je demokratski stranki bilo, da je se že 2020, ko ni bile zadeve toliko kritične, pa že vseeno se že takrat govori, da ni preveč, a ne, da bi bilo mogoče fajn pobrskati. 2020 je zmagal. Ja, seveda, ne, ampak hočem reči, to, kar Biden kar je skozi prodaja, ne, kar je skozi prodajal in kar je demokratska stranka skozi prodajala, češ v smislu premagati Trumpa, da je to velik dogodek, da je to velik dosežek. Situacija, oni sami so ustvarili situacijo, v kateri je Trumpa težko premagati, jasno, a ne. Že za Hillary naredili so vse za to, da bi to postali težko in je res to postali težko, oziroma pač je ona tudi izgubila in potem je bil pa velik dosežek, da so ga premagali. Ne. Se pravi, ko ti gledaš, a ne, mislim, pustimo, če zdaj ta poskus atentata damo v oklepaj, ne vem, ker a ne, tisto, kar sem pri tem atentatu, recimo, čisto ko se je to zgodilo, naravna reakcija vsakega, ki to gleda, da reče pač game over, mislim, skratka, zmago bo. Naučeni smo v smislu, da to je pa taka karta, da nekaj, pa ne vem, mislim, spet si rečem, ne, mogoče pa ne. Se pravi, da tukaj jaz si itak nekaj sodb napovedi več ne bom niti drzno dajati, ker vedno ugotovim, da mogoče
jaz sam ali ne, mi ali ne, mislim, kako rekel, cel ta razred ljudi, ki na ta način govorimo, nekaj ne znamo ujeti. Ne znamo, mogoče se fokusiramo na neke minimalne psihološke spremembe, ki se zgodijo, ampak na ravni tega, kako ljudje potem na koncu glasujejo, tle pa vedno falimo. Se mi zdi, da če gledam za nazaj, zadnja napoved, približno pravilna, ki bi rekel, ki sem jo zadeve, bilo to, da sem rekel, da se na teh evropskih volitvah v Sloveniji ne bo nič kaj tako bistvenega zgodilo in da bo vladna koalicija približno tako dobila, kakor je verjetno. In smo bili tam. Sad tako hočem reči, ko greš malo kontra intuiciji, ko v bistvu rečeš, ne, inercija stvari je večja kot. Tako hočem reči, da zdaj v ZDA, a bo ta atentat, poskus atentata odločilna, ne bo, očitno ne bo. Zdaj so se zadeve tako postavile, da lahko tukaj pride do spremembe. Biden je jasno, da je bil na poti, da zgubi. Mislim, tam so bile stvari po mojem že tako zatečene, da so po mojem se praktično predali vsi, tako je izgledali. Jaz sem tudi bil, na nek način se mi zdel, vse je položeno. Se pravi, poskus atentata je bil, kdo bo zdaj hotel kandidirati proti nekomu, ki je. Ampak pred Trumpu je očitno vedno tako, da za njega nobene stvari ne veljajo čisto kot za vse ostale. Tudi tega ne bo mogel on prodati na način, kot bi kdorkoli lahko, ob tem, da lahko proda kakšno stvar, ki noben drug ne bi mogel. Se pravi, čez neke kriterije pri njemu čisto odpadejo. Neka občutek, jaz sem to dobesedno 5 minut za tem videl, praktično uživo, ker sem bil na YouTubu, mi je preklopil na to in sem uživo videl, ko se je pobiral, potem nisem vedel, kaj se dogaja. Prvi občutek je, to ni zares. Za prva reakcija, žal, priznam, to je zaigrano. Hočem reči, pa ne verjamem, da je. Mislim, ampak prvi občutek, ko to vidiš pri njemu, ko se to zgodi, rečeš, to je predstava. Se pravi, da ko pa prideš do tega, da je pa nekaj predstava, pa res, mislim, če je to avtomatična reakcija, ki jo imamo pri takem subjektu, tak subjekt ne bo najbrž tudi poskus atentata mogel prodati na isti način, kot bi ga lahko kdorkoli drug. Ampak zdaj, da rečem, kar je mene recimo presenetilo in kar se mi je zdelo na nek način, ne bom rekel, ne bom spomenika Demokratski stranki postavljal, ampak na nek način to, da se je prepoznal enkrat, da se je rekel, ja, res je, to, kar eni že ves čas opozarjate, gledate, česar mrgoli. Ta človek preprosto ni več sposoben opravljati te funkcije. Preprosto ta funkcija je premočna, pretežka, prezahtevna za osebo v tem stanju, da se to prepozna zdaj, s kakšni so vzgibi, je zame na nek način v tem trenutku mi je majčkeno vseeno. Zaradi tega, ker se mi zdi, da na nek način šteje že samo to, kar desničarji vedno imajo radi rečejo, mi znamo stvari videti take, kot so. Tudi pri Bidenu, mislim, je šlo za vprašanje, dajmo priznati že enkrat to, kar je očitno, človek ni več sposoben biti ameriški predsednik še za 4 leta, pika konc. In se mi zdi, da je na nek način da je Demokratska stranka, pa zaradi vele kapital, pa ne vem kaj, v nekem momentu videl, pa Hollywood, pa ne vem kaj, to res ne gre več. To dal pripoznanje, dal štampilko, ja, res ga je treba zamenjati, bi rekel, da je to plus. Mislim, plus lahko, koliko je ta plus velik, ne vem, ampak v nekem smislu je zmer dobro, da se ene stvari, ki so očitne, pač pripozna kot take. Da se ne delamo zdaj, ker to, kar se je meni zdelo ves čas nevzdržno, je, da imamo ta razkorak med očitnostjo tega, kar vidiš, in tem, da ti nekdo reče, to se ne dogaja. Da to človeka spravlja v brezum. Ja. Ves čas se zdi tudi vsem nam, v celi Sloveniji, v celi Evropi, da so v bistvu te volitve tudi naše. Tudi na ta način se ljudje pogovarjajo od njih zelo pogosto kot o slovenskih volitvah. Mislim, da so bili že prejšnje, ne? Ja, mislim, potegnete not, če hočeš. Mislim, jaz sem jih v resnici hotel bolj ne ignorirati. Mislim, recimo tiste prejšnje, Biden, Trump, me niso preveč zanimali. Luka? Od tega odvisno od sveta. Ja. Tako je, ne? Ja, mislim. Mislim, še od marsičesa, ampak od tega,
gotovo tudi, ne. Mene fascinira, recimo, Ampak, tudi ta... če se nekaj, da ne pozabimo, ne. Tisto, kar je, ta fascinacija s Trumpom takrat v prvem mandatu, ne, ki je bilo, to, treba je o tem pisati, treba je o tem govoriti, Trump, Trump, levo, desno, Trumpizem, tisto, zaradi česar mene so v nekem trenutku začeli zanimati te volitve, je pač prav to, da je možno, da se to še enkrat zgodi. To je res za razrede bolj fascinantno, kot to, da se je enkrat zgodil in Trump na sebi, da tako rečemo. To, da se lahko to ponovi, oziroma da se potem... Tle je res neki dosti bolj verjetno. Meni se je vedno zdelo, ne, na nek način, od samega začetka sem takrat 2016 tudi par svojim ameriškim kolegom rekel, berite zgodovinske knjige, kaj je bil berlusconizem. Ker to je nekaj podobnega, samo v ameriškem ključu in v zelo drugačnih geopolitičnih in tudi ekonomskih okoliščinah. Ne. Če sem se v čem zmotil, je, da je bil možda tudi povezano s to kulturo, seveda, logično, pač Italija ni resna država, ne. Ampak da je bilo mnogo manj ležerno, kot je bilo pri berlusconizmu, ne. Čeprav je bilo tudi pri berlusconizmu zelo toksično. Ne. In česar se pa lahko vsak naučil pri berlusconizmu, je, da tega ni konec, dokler ne umre. Ne. 100-krat je bil odpisan Berlusconi in vedno je potem se je znal vrniti na tak ali drugačen način, ne, in imel vpliv na politiko, tudi takrat, ko ni bil na oblasti. Seveda, on je bil primerjalno in dejansko bogatejši kot je Trump, ne. Ker de facto, ne samo zato, ker je pač v Ameriki, ne vem, 100, 200, 500, 1000, 10, jaz ne vem koliko več ljudi, ki so bogatejši od Trumpa, ne, med nekaj bil Berlusconi na prvih 3-4 mestih, ampak tudi ker je dejansko imel neko medijsko mašinerijo, ki je bila dobra, ki je bila njegova, ki je dejansko bila uspešna, nek uspešno nogometno ekipo, pa smo že nazaj pri politiki in športu, pa je imel založniško hišo, pa vse to, česar Trump nima. Ne. Ampak tam je bila zanimiva ta usporednica in to, če sem se naučil, je, ni konec, ne bo konec več, ne, ker to spremeni način, ker to je ta, v bistvu, tako delujejo take figure, transformirajo politiko, postane drugačna, pravila postanejo drugačna in tisti, ki se ne zaveda tega, ne igraš vedno po starih pravilih, bo zgubil. Ne? To, kar je mogoče vprašanje, zakaj je ta politika ZDA zanimiva za nas. Ne? Mislim, na nek način tisto, kar ne bi, če si gledal, zakaj zgubljajo potem, zakaj še drugič zgubijo stranke proti Berlusconiju, se je skozi del ne znajo, ne znajdejo se, ne vejo, kako bi, nimajo protistrupa proti temu, nekako najde eno finto, kako jih premaga. Pri ZDA se pa vendarle skozi zdi, zaradi tega, ker so stvari drugače postavljene, dve stranki, cela ta zgodba, kako se v primary znebiti pač levega krila v demokratski stranki in tako naprej, vedno to obstaja in kaj s njim narediti. Je pa bolj občutek, da tukaj nekdo noče, mislim, na nek način ve, ali pa moral bi vedeti, kako se Trumpa premaga, pa je zgledal do praktično včeraj, da demokratska stranka, ne bom zarekel, z nekim namenom v tem smislu noče premagati Trumpa, ampak kot da ga ne bi hotela premagati. Kot da bi rekla, naš recept, to naša linija, to, kar mi znotraj stranke hočemo doseči in uveljaviti, je za nas bolj pomembno, kot to, da bomo premagali Trumpa. Mislim, na nek način bolj vidiš to dinamiko, bolj je razprta, na nek način, kakor je hkrati bolj skrita, kakor bi recimo v Italiji. A veš, kaj hočeš, da če se recimo v Sloveniji sprašujemo, Janša, zakaj še enkrat in zakaj znova in ne vem kaj, je skozi feeling ta,
ne znajo, ne vem, zmotijo se, nasedajo mu, igrajo njegovo igro, ne vem kaj. Ne? V Ameriki je pa res, mislim, v Ameriki nimaš tega občutka. Ne? Mislim, meni se zdi, da obstaja, da najbrž obstaja več receptov, kako premagati Trumpa za demokratsko stranko. Več možnih smeri, kar seveda ne pomeni, da zdaj landslide pa ne vem kaj. Ne? Ampak ne več, a ne? Nisem prepričan, recimo zdaj, pa ne govorim zdaj nujno, ne, da to pomeni Bernie Sanders, če bi ga dali, zdaj bi pa premagal z lahkoto Trumpa. Zdaj vprašanje, mislim, zdaj nisem več niti prepričan, če bi ga, ne, mislim, kaj pa vem, ne, ker je stvar pač zatečena, ne, konec je te zgodbe, ne, ampak obstaja več pristopov, ne, in se zdi pri demokratski stranki, kot da tle pač iz nekih, seveda iz nekih interesov pač tega tudi nočejo. Ja, Biden je tisti, ki je premagal Trumpa. Ne? Mimo gre predtem tudi stranka je dejansko uspela premagati republikansko stranko na tistih midterms, ne, ki so bili 2018. Torej, tukaj se je že uveljavil nek recept. Mislim, da je ravno obratno bilo tukaj, da v bistvu je nekateri ljudje so se preveč zanašali na to, da je to dobro zagotovo, ne, ko se reče zdravo zagotovo. Recept, ki ni več deloval, ne, zato ker pač je čas, obstaja čas, ne, in to se dan današnji, kako bi se rekel, moderni ljudje ne zavedajo. Ne, pač tudi Biden je postar že pred 4 leti, zdaj je zelo star in vsi se zavedajo točno tega. Ne. Je tudi eksponencialno, ne, se pravi, čez en mesec bo dosti bolj star, kot je bil pred enim mesecem in tako dalje in tako naprej. Ne. Vse stvari se spreminjajo. Ne. In zato jaz mislim, da gotovo smo na neki fazi politike, kot tudi ameriška politika bila izrazito ziharaška, ne, izrazito taka, ne, postane dosti bolj tvegane, no se stvari, se bi rekel, se upa, ki se bi jih prej ne morala. Kar lahko rečemo zdaj je, da če se je zdelo v zadnjega neki meseci, izrazito pa seveda po tistem medijnem soočenju, ki ste ga imela, da je stvar nekako že skoraj določena. Vse smo vsi že pisali, ko bo Trump zmagal v volitve, če seveda bo, ampak vsi smo mislili, da obstaja večja verjetnost, da bo, kot da ne bo. Zdaj se mi zdi, da smo v nekem trenutku, ko se vsem zdi, da je pač zgodovina radikalno odprta. Ne? In to je nek tak strašljiv občutek. Ne? Strašljiv občutek. To je kot tisto, me nekaj fascinira pri tem atentatu. Dobro, jaz seveda instinkt, ne, njegov, da je naredil tisto tak gest izjemno fotogeničen in tako dalje. Skratka, ta stisnjena roka, dvignjena, pa rekel je fajt. Za katere sem jaz mi je tako zdelo, da ne bo imelo takega vpliva, kot bi sklepil zaradi, ker ne pač, kako bi rekel, ideja za tem, ne, ti moraš imeti nek skupni konsens, ne, neko skupno okvir tega, kaj je, kdo smo, zakaj se zavzemamo, da lahko potem nekdo zavzame ta prostor. Tega prostora tako rekoč skoraj da ni več v Ameriki. Ne? Je tako polarizirano. In zdaj, če gledamo nazaj v zgodovino atentatov, mislim, obstaja razlog, zakaj so atentati bili tako popularni takrat, celoten 20. stoletju. Ne? Ker so dejansko bili zelo učinkovito politično orožje. Mislim, atentat na McKinley je odprl vrata Teddyju Rooseveltu, kar je popolnoma spremenilo ameriško politiko. Atentat na Umberta II. V Italiji je popolnoma spremenil politiko italijansko. So bili uspešni. Ne je bil to nek, bi rekel, toksičen, bi rekli danes, ne, ampak zločinski, ampak način, kako delati politiko. In recimo, če pomislimo, ne, jaz sem gledal tiste posnetke, ne, ko so bile potem rekonstrukcije, kako je šel tisti metek, ne, 1 milimeter, ne, in bi se zgodovina spremenila. Ne. Ja, s tem, da ne vemo, radikalno. Ne vemo, kako, lahko na slabše. Mnogo ljudi so rekli, da bi se odprlo državljansko vojno v Ameriki. Ne. Vprašanje. Ampak danes bi bili v nekem bistveno drugačnem svetu. Ne? S tem, da ne vemo, kakšen namen je bil zadaj pri tem konkretnem svetu. Ne vemo. Ne, ja. Ampak če bo nasproti Trumpu, torej zdaj stala Kamala Harris, zgleda, da bo, ne? Trenutno zgleda, da bo. Vsak dan bolj. Analitiki, vsak dan v ameriških medijih zgleda bolj, da bo. Mislim, da je to bolj neodločeno. Mislim, da je bolj manj odločeno. Ja. Vprašanje je za podpredsednika. Zdaj je Okay. Par dnevih se je skazalo, da bo zdaj že večina delegatov na eni strani. Skratka, če bo ona res stala nasproti Trumpu, kakšna bo ta tekma, ki jo bomo gledali? Odprta. Ne? Bo dejansko ne bo se vedelo do zadnjega
kdo bo. Tako kot so bile v bistvu še tako, kot je bila 2020, nikoli 2016. Mi to pozabljamo, ne? 2016, meni je bilo zanimivo, ne? Tudi kako ljudje razmišljajo o teh anketah in statistika. Takrat je bilo zelo popularno, takrat smo mi na vrhu tistega, ne, fascinacije nad algoritmi in tako dalje, in je ta Nate Silver zdaj te odstotke, kolikšna je možnost, da je Trump zmagal, ne. Jaz sicer se mi zdi, da je to metodološko in sploh absurdno, ne, ampak če je on rekel 25%, in so se mu potem vsi naročevali, potem, ko si ti šel pogledat podatke, se ti je zdelo, da je pretiraval, da so bili odstotki možnosti Trumpove zmage nižji. Mi imamo to predstavo, da če se nekaj zgodi, potem to pomeni, da je bila večja verjetnost, da se zgodi kot se. Pa ni tako, ne? Če te za danes strelja, to je enako majhna možnost, da te bo zadela, kot če te ne bi. Ne? Mislim, bi rekel, ni tukaj. Ali pa če zmagaš lotarijo, je. Ne? Za las je šlo, ne? Za las je on uspel tisto zmago dobiti na nek način, ki je resnično je šlo zelo na las. Ne? In potem, dobro, 2020 ni šlo tako zelo na las, ampak tudi v nekaterih državah zelo na las. Ne? In tukaj smo v teh trenutkih izjemno polarizirane politike. Jaz vidim to recimo na Madžarskem, ker so bile lokalne volitve v Budimpešti, so bila dva kandidata, noben ni bil sicer od vladne stranke, ampak tudi tam je bila zelo pomembna igra, ker eden imel podporo Fidesa, ki je izginil v Budimpešti in tako dalje, za 47 glasov je šlo na začetku, pa so znova prešteli, jih je bilo malo več, ampak bi rekel v 2-milijonskem mestu. Se pravi, smo nasploh, ne samo v Ameriki, ampak nasploh smo nekaj trenutkov, ko gre zelo na las, ko dejansko, in to se odraža, volilna udeležba raste in imamo res nek svet, ki je popolnoma drugačen, politični svet, ki je popolnoma drugačen kot pred 10 leti. Pred 10 leti se nam vse zdelo, vse je tako, nič se ne spreminja. Tukaj pa smo v nekem, jaz imam ta občutek neke popolne odprtosti, vse se lahko gremo v to smer, ali pa v to smer. In to mi je fascinantno in strašljivo obenem. Mislim, zdaj dobili bojo tekmo, to, kar bi morali hoteti. Se pravi, v momentu, ko je bil Biden, se je zdelo, da teh volitev, da tekme ne bo. Mislim, da ne bo tekme, zdaj se tekma bo. Zdaj tekma bo. Zdaj bo tekma, ki bo zanimiva, ki jo bodo ljudje gledali, ki jo bodo ljudje spremljali. Prej so se pa demokrati pač trudili, da tekme sploh ne bi bilo in da poskusimo pač čim manj praktično prepovedati soočenja oziroma jih čim manj organizirati, pa pol upati, da se zgodi, kar se zgodi na neko inercijo ali pa na neko propagando čistko delano na prazno. Zdaj pač tekmo bojo imeli. Evo. Vprašanje je zdaj, mislim, neki preveč resno jemati stvari, demokracijo ameriško v tem smislu, da bi zdaj delal iz tega. Sveda so določene stvari se obrnijo potem po enem iz razpletu v eno smer, po drugem razpletu v drugo smer. Ampak kako ameriška demokracija deluje, smo zdaj recimo videli, neka strukturna neka strukturna ilustracija, kako deluje demokracija v Ameriki, se je zgodila zdaj, ko je Netanjahu bil v kongresu. Zdaj, kdor je to gledal, ta zadeva je dobesedno odvratna. Jaz ne morem, pač drugi besed nimam za to. Poglejte si to. Kdor si ni pogledal, naj si to pogleda. Cel govor, cel ta dogodek. Dogodek je bil narejen tako dramaturško, cel govor je prva polovica vsaj je Netanjahu izkoristil prisotne, starše unih, tistega talca, unga talca, ta, ki se je tam boril. Skratka, da je povzročil, da so povzročili to skupen občutek skupnega in aplaudiranja in ne vem kaj, skratka, da so vsi se borimo za dobro stvar. Ne vem kaj, potem je pa imel govor pač, kakršnih je on imel že pač nešteto. Mislim, govor, kjer pač ali laže, ali pa pač laže na način, da govori resnico, pa upa, da ne bo noben opazil. Ampak ta strukturna ilustracija je pa to. Zdaj, če 50-50 je približno pač demokratov, republikancev, in zdaj, če imamo informacije, da 50% približno demokratskih kongresnikov je zadevo bojkotiralo, jih ni bilo noter, bi se nam zdelo, da bi se to morali poznati. Ne.
nevice, ne? Zaradi tega, ker pač tako kot na Oskarjih pač v ameriškem kongresu v taki situaciji zapolnili vse prostore in bo izgledalo, kot da je dvorana kongresa pač polna. In da obstaja, ko imamo mi aplavze, stoječe ovacije za Netanjahuja, za vsak drek, ki ga reče, ne, za vsako gabarijo, ki jo pove, zgleda, kot da je celotna ameriška politika za njim. Dobesedno zgleda, kot da je to popoln konsens. Se pravi, da imamo zdaj pa tudi, tudi ko on reče, ne vem, tamle protestniki zunaj, Iran jih podpira, pa spet cela dvorana aplaudira, kot da je povedal, ne vem kaj, nekaj lepega, ne? Mislim, skratka, ko pravzaprav gre proti njihovim državljanom. Ampak hočem reči, problem je v tem, da je v ameriški politiki, zdaj po eni strani se posmehujejo ljudem, ali pa reče, tale folk na cesti nekaj protestira, znotraj etablirane politike, rekel, te, se pravi, predstavniške demokracije, pa niti bojkota ne smeš opaziti. Hočem reči, niti tega, da rečeš, jaz bom zdaj tih, ne bome, z svojo odsotnostjo bom poslal sporočilo, tega sporočila ti v ameriški politiki očitno, sploh če gre za Netanjahuja in Izrael, ne moreš poslati. Se pravi, da je neka, kako v taki demokraciji, kjer ti je eno od osnovnih sredstev reprezentacije, to, da te ni, to, da ti rečeš, mene pa ne bo, da se tega ne sme videti, koliko si ti v bistvu res impotenten glede svojih, tega, kaj doseže znotraj take strukture. Se pravi, da demokratska stranka, pa če tako pogledamo, demokratska stranka, recimo, ki je 50%, ne da rečem, približno 50% njenih kongresnikov in senatorjev bojkotirali za ta dogodek in jih ni bilo not, sama ne problematizira tega, da bi rekel pri nekih strukturah v parlamentu. Predstavljajte se v slovenskem parlamentu, da se zgodi, da rečeš, SDS reče, bojkotirali bomo sejo, ne vem, to pa to, zaradi tega, ker ne vem kaj, obstrukcija se zgodi. Pa da bi pa rekel, no, zdaj pa pripeljte tamle tajnice, pa iz gostilne, pa še par novinarjev, dajte not, pa naj se posedijo na njihovo mesto, pa ko bo zakon sprejet, pa cela dvorana naj ploska. Nekaj. Kako bi to mi sprejeli? Se pravi, da mi se ne pogovarjamo, ko mi govorimo o ameriški politiki, to je en drug svet. En drug štos, kjer stvari enostavno ne moreš presojati. Vse ne pravim, da jih kdorkoli tukaj med nami presoja na ta način. Se pravim, zdaj, zato je vsako stvar, tudi potem, kaj se bo s tem predsednikom, ki bo izvoljen, pa s tem predsednikom, ki bo izvoljen, zgodil, je vedno treba poštevati, da je neka čudna, nedemokratična inercija bo pa v vsakem primeru ustrajala. Neke tiste prioritete, tiste kvazi konsenzualna strinjanja bojo pa se potegnila. Ja, torej, naprej. Razlog, zakaj bi se v slovenskem parlamentu ali pa francoskem parlamentu, pa italijanskem parlamentu poznalo in bi bilo razumljivo, da pač se signalizira, da tam manjka 1% in bi vsi skočili po koncu, če bi napolnili, je zato, da te parlamenti v bistvu imajo neprimerno manj kot parlamenti, politične moči, kot jih ima ameriški kongres. Kjer se ne bi poznali, recimo, da gremo tako, da gremo malo nazaj v zgodovino. Amerika je stara republika. Ker se ne bi poznalo, recimo v 16. stoletju, ko bi bil tam tisti veliki svet beneški, ali pa florentinski. Je nek stari način, kako v bistvu je nek stara republikanska ideja, kako ti ne smeš signalizirati tiste notranje nasprotovanja, ki obstajajo znotraj republike in ki vedno obstajajo. Je neka tudi drugačna senzibilnost. Ampak to potem pa pomeni, da nas preseneti, ko se stvari kar naenkrat nenadoma spremenijo in en konsens, ki je bil prej tak, postane drugačen. In to se v Ameriki. Amerika je bila izjemno razklana leta 1940 glede intervencionizma in neintervencionizma. Čez 10 let teh, ki so bili nekdani protiintervencionisti, več ni bilo. Prije do nekih nenadnih sprememb
In potem, ko se zdi, da tukaj več ni, kako bi rekel, da tukaj več ni nikogar, ki zagovarja, nikogar, ki se ne upa javno biti proti Izraelu, pa da se pa lahko zgodi kar naenkrat nek obrat in smo v drugem svetu. Ne? Se pravi, jaz mislim, da. In zato je treba biti pozorni tudi na signale. Jaz mislim, da za signali jaz vidim bolj kot to, kar vidiš ti. Jaz vidim ravno jaz vidim velike spremembe, da se tukaj velikanske spremembe se dogajajo znotraj ameriške družbe glede odnosa do Izraela. In tukaj pa mislim, da je bistvena razlika, kaj bi se zgodilo, če bi bil Biden še en mandat, kaj se bo zgodilo, če bo Trump en mandat in kaj se bo zgodilo, če bo Kamala Harris en mandat. Tri različni možni scenariji so tukaj, ampak gotovo se nekaj spreminja. In ravno zato, ker Netanjahu, to pa je tudi treba malo razumeti tudi to izraelsko notranjo politiko. En izmed načinov, ko se neprestano promovira Netanjahu, je jaz, ne se bati, jaz kontroliram Ameriko. Ne? Jaz razumem Ameriko bolj, kot razumete vi. Jaz znam v bistvu ameriški politični konsens obrniti v prid Izraela. Ne? In dejansko je pri tem res mnogo bolj uspešen kot pravzaprav katerikoli drugi izraelski premijer. Se pravi, to je bila po eni strani tudi neko dejanje, ki je imelo izjemno izraelsko notranjo politično težo, ne? Ker pač vemo, da položaj Netanjahu je prekaren, milo rečeno v Izraelu. Ne? Ampak kljub temu, da so tam napolni, da so seveda signalizirali to enotnost in tako dalje, da se je pač to verjetno vodstvo kongresa odloči, kako bo to razporedilo. In to pomeni, da se pravi vodje domov kongresa so se odločili, da bodo signalizirali, da tukaj ni bilo nobenega nasprotovanja. Ampak nasprotovanje pa je in je močnejše, kot je bilo kadarkoli prej. In mislim, da bo v prihodnosti samo še raslo. In zato mislim tudi, da bomo v prihodnih letih, seveda zelo odvisno, kdo bo predsednik. Ne? Ampak v prihodnih letih se bo to prelomilo. Ne? Tukaj vidimo prve razpoke. Ne? In jih še ne vidimo, ker se signalizira nekaj, kar je tukaj se pa strinja. Se signalizira nekaj, kar pa gotovo ne odraža politične realnosti. Ne? To pa je res. Ne? Problem je v tem, če je pri teh zadevah pri zunanji politiki, ko ti gledaš sploh, kaj se nekje zgodi. Recimo, če pogledamo kaj zdaj oni, te premiki, se strinjam, lahko pride do premikov. Ne trdim, da je to realna podoba, ne, ali pa ne vem, zdaj znak, da se čist nič ne more spremeniti. Ne gre za to. Problem pa je, da če imaš ti, recimo, zadevo, se pravi, strukturirano na način, da je tukaj vendarle šteje te aplavzi, vendarle šteje ta simbolna predstava, ne vem kaj, ali bo ZDA do Netanjahuja kdaj zgubila tudi, a bo šla lahko toliko daleč, da bo rekla čist nič ga več ne podpiram, da tako reče. Zaprav, na nek način ostane to, kar se je zgodila, se pravi, ta javna, neka dolžnost, da ti karkoli bo Netanjahu počel, mora priti, vendarle je neka dolžnost ameriška, da reče, če nič drugega, da reče izraelska družba ali pa izraelska politika, ki ni Netanjahu, ni nič kriva za karkoli pač Izrael počne, vedno mora to na nek način, ko je ena mantra, ki jo je treba vedno povedati. In na nek način, če ti ta signal nekega navdušenja ali pa vsaj nekega, da moraš za stavco pomahati ali pa ne vem kaj, če vedno pride, da to moraš narediti, a imaš ti lahko racionalno, ti imaš lahko sam pri sebi racionalno presojo o tem, kaj se dogaja in kaj boš naredil, ampak ti soustvariš odziv javnosti, tudi globalne, svetovne in lastne ameriške, in preprečiš, da bi se stvari videle v neki čisti obliki, v kakršni se recimo pač v Palestini trenutno pač dogajajo. To je ta pritisk konformizma, to pa je malo v drugih kontekstih, ampak tukaj nam bi rekel, da neki splošni ravni pomaga ta Havlu-tekst o tistem prodajalcu zelenjave, ki postavi tisti parolco na svojo. Zahteva se nek performance, je pa to zame je novica ta, da obstaja velik del ameriške družbe itak, vsaj pol, in vedno bolj tudi ameriške politike, ki se odmika od tega. In mislim, da se bo ta razpoka v prihodnosti še povečala.
Kakšne konkretne politike bo obrala Amerika? Jaz mislim, da to je tudi resnično odvisno od tega, kdo bo naslednji predsednik. Trump bo gotovo izrazito podpiral ne samo Izrael, ampak specifično tudi Netanjahuja. Ne? Jaz mislim, da je on ključni del njegove nove zunanje politične vizije. Ne? Kamala Harris spada gotovo v ta del demokratske stranke, ki je izrazito prosionistična, ne, proizraelska. Biden seveda tudi, ampak pri Bidenu vemo, da ima neko globoko antipatijo do Netanjahu in do njegove politike, ne, da je to antipatijo imel že v času prejšnje, se pravi Obamove administracije. Ne. Se pravi, tukaj mislim, da so se neki premiki zgodili. Spet govorimo o tej radikalni odprtosti. Še ne vemo točno, kakšni bodo. Ne. Težko je napovedati. Ne. V primeru Trumpove zmage si pričakujem, da bo tukaj ravno ta poskus v bistvu pomesti s to v bistvu kritikami Izraela in absolutno podpirati Netanjahovo politiko, kar pa seveda zaradi polarizacijskega elementa, lažje je bilo ohranjati to idejo, da zdaj smo še vedno vsi okrog Izraela, ker je bil Biden predsednik. Ne? Če bi to bila Trumpova uradna politika, bi to samo po sebi pripeljalo do neke polarizacije in bi verjetno večji del demokratskih, bi bili tudi demokratski predstavniki pod večjim pritiskom, da bi zavzeli neko nasprotno pozicijo. Spravi, tukaj je zelo zanimivo bo videti, no, da upravim tako eufemizem. Ne? Mislim, marsikaj se utegne spremeniti v naslednjih 4 letih. Okay. Najlepša hvala obima za vajine misli. Nismo prišli do slovenske politike. Končno enkrat. Končno enkrat to obljubljamo za naslednjič. Tudi hvala vama za to poletno analizo in hvala gledalcem in gledalkam tudi tokrat, da ste bili z nami. Hvala tebi za vabilo.